Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Vedno smo veseli, ko lahko v našem studiu pozdravimo kakšnega od domačih umetnikov in med temi je gotovo Špela Steinko, ki prihaja iz Središča ob Dravi in jo poznamo predvsem kot umetnico in sicer fotografije. Špela je doštudirala na višji strokovni šoli za oblikovanje v Sežani, smer fotografija, tako da sploh ni dvoma, da je umetnica na svoj način. Sicer pa je Špela svetovljanka in poznamo jo seveda tudi kot veliko ljubiteljico konj. Špela, lepo pozdravljena v naši družbi. Zdravo. Kaj imaš raje? Konje ali fotografiranje? To zdaj tak, ne. Tako bom rekla, če združim to oboje, je to ena velika ljubezen. Konji so moja ljubezen že od otroštva, ko sem začela. Fotografija je malo kasneje postala moja ljubezen oziroma moj hobi in imam veliko srečo v življenju, da sem lahko to dvoje združila in da lahko to počnem, kar počnem. Začelo se je najbrž z ljubeznijo do konjev, kot si bila še majhna. Tako, ja. Bila sem stara 8 let, ko sem začela jahati. In vse skupaj se je stopnjevalo, dobila sem svojega konja, sem tja, ampak kasneje, ko odrasteš, se tudi moraš v nečem drugem angažirati in to je bilo pri meni fotografija in kot sem že rekla, sem združila vse skupaj in zdaj trenutno počnem nekaj, kar me zelo veseli. Seveda o tem bova govorili kasneje, da se malo vseeno dotakneva teh tvojih začetkov. Domnevam torej, da so tiste prve fotografije, ki si jih kdajkoli naredila v svojem mladem življenju, bili konji, verjetno, ali koga si najraje fotografirala? Ja, bili so kar konji, veliko sem konje fotografirala, ampak več sem fotografirala, ko sem začela naravo in pa živali. Ne vem, da sem bila zelo navdušena nad fotografiranjem čebel in pač žuželk nasploh, ker sem tudi imela taki fotoaparat, da je bil vse skupaj, kar je bilo zelo blizu, je bilo super in vem, da sem bila navdušena na začetku nad rožami in naravo. Ampak kasneje pa sem začela veliko več s konji. Torej praviš, 8 let si bila stara, ko si torej začela jahati in se torej nekako ukvarjati na nek način s konji. Kako je to potekalo, recimo? Imaš svojega konja? Ja, zdaj imam svojega konja, ampak jaz sem svoje začetke začela v domačem kraju, v Prlekiji, in sicer v Malem Brebrovniku na kmetiji Kosec. Tam sem začela jahati, tam smo veliko sprejahali od terenov do učenja v maneži. In kasneje z leti je moj konj se tudi tam skotil, kako bi to povedala. In kasneje z leti sem začela njega jahati in njega ujahovati in tako smo tudi pač prišla do neke točke in se kasneje preselila na drugi klub, v konjeniški klub Spuhljo. Tam pa smo začela, da bi malo bolj začela trenirati z kako preskakovanje ovir, kakšne licence in podobno, ampak ker trenutno mi moja služba tega ne dopušča, je samo pač moj konj trenutno za rekreativno jahanje in pa pač za bolj meni za dušo. Kdo pa pazi na tvojega konja, ko te ni doma? Konja imam v skrbi in sicer, ko sem že povedala, v konjeniškem klubu Jezero Ptuj. Ampak vsi skrbijo za njega, tako bom rekla, imam veliko srečo, da res vsi skrbijo za njega. Ampak ena izmed mojih najboljših prijateljic je pa res, ko mene ni doma, ona reče, ima svoja 2 konja, ampak reče, zdaj, ko Špele nimam, pa še 3. konja, ker res skrbi za njega. In vse kaj je narobe ali karkoli se dogaja okrog njega, pač ima ona preko, ko mene ni. Tvoja usoda se torej prepleta s fotografijo, kot smo že povedali uvodoma. Naredila si oziroma končala si srednjo oblikovalno šolo v Mariboru, potem te je pot odnesla na študij v Sežano. Ves ta čas, domnevam vsaj, si veliko fotografirala. So bile kakšne posebne študijske zadolžitve v tej smeri?
Ja in ne. Na študiju smo imeli vaje in podobno, smo pač fotografirali vse, kako naj povem. Sicer sem se v drugem letniku študija opredelila bolj na film oziroma na video, ampak kasneje zraven tudi počnem video in film zadeve, ampak kasneje sem se pa me je moja pot prinesla bolj na fotografijo. Na študiju pa smo veliko počeli od urbane fotografije do portretne fotografije, pač vse ostale vaje, kar spada pod fotografijo, smo v bistvu počeli. Tudi smo, ne vem, se odpravili v Italijo, v Trst, fotografirali ljudi, fotografirali mesto, pač take zadeve, no. V bistvu študij je bil res ena zanimiva izkušnja in pa ena odskočna deska naprej v življenje, no. No, zanimivo je to, da si ena redkih, ki jim uspe oditi v tujino, se uveljaviti tudi tam. Kako pa je tebe, nismo povedali, da si veliko tudi v Ameriki, kjer torej fotografiraš, tudi v Franciji, v drugih deželah Evrope. Kako je pravzaprav prišlo do tega? Nam lahko malo razložiš? Sam moj začetek fotografiranja z konji in temi tekmami je bil, jaz sem začela fotografirati z eno slovensko priznano fotografinjo v konjeništvu. Sem z njo začela delati te začetke in veliko smo fotografirali po Slovaškem, po Avstriji. In takrat sem na Slovaškem spoznala nove fotografe, nove ljudi, kot vedno v tujini spoznaš. Spoznala nove ljudi in vem, da mi je en fotograf iz Italije rekel, jaz pa grem verjetno v Ameriko fotografirati svetovnih konjeniških iger. In jaz kot sem, kot me že vsi poznajo, jaz kar izstopa, jaz bi to tudi. In tako je prišlo v bistvu do tega, da mi je ta italijanski fotograf dal kontakt od tega mojega zdajšnjega šefa, Francoza, za katerega delam, za Sportfot. In sem poslala mail in par pogovorov, par mailov in seveda Špela je odpotovala prvič v Ameriko na konjeniške igre. Tam je bilo super in tako se je moja pot v bistvu začela, no. Ostala sem z njim, fotografiram z njim, delam z njim po svetu, torej od Francije, Nizozemske, bila sem že kot sem že omenila Ameriko, ampak Amerika prvič za mene je bila North Carolina, zdaj pa že 2 leti svojo zimo preživim na Floridi, na toplem, tako da nisem navajena več mrzlega vremena pri nas. Ostalo pa, ko pridem nazaj za Floride, pa naprej. Francija, Nizozemska, Španija. Če prav razumem, gre torej za najbrž neko fotografsko agencijo, torej, ki je specializirana najbrž za takšne konjske prireditve, ne? Tako, ja. To je agencija, ki fotografira predvsem samo konjeniške prireditve in sicer bolj so specializirani v preskakovanju ovir. Ampak to so tekme res na svetovnem nivoju, od olimpijskih iger do Longines, Rolexovih tekmovanj. Res moram priznati, da imam ful veliko srečo, da sem videla, ker pač imam rada konje in podobno, da sem videla ogromno že stvari, ogromno tekem spoznala, top jahače in pač top konje, vidiš res ogromno sveta oziroma ogromno vsega. Se pravi, praviš, da si imela srečo, gotovo tudi je tukaj malo sreče, predvsem pa talent, ne? Če ne bi bila dobra, torej v tem svojem poslu, verjetno ne bi imela toliko dela. Verjetno ne bi ostala tam, ja. Ker priznam,
je kar težko, je kar naporno delo. No. No, to pomeni, udeležuješ se teh konjskih prireditev, tekmovanj raznih, potem tam domnevam, da na eni taki prireditvi napraviš koliko slik, tisoče najbrž, ki jih potem tudi obdeluješ. Načeloma imamo tako, ja, narediš po 1000 fotografij ali več, ampak probamo v štartu narediti fotografijo, da je kasneje ne obdelujemo. Zaradi tega, ker imamo preveč, enostavno je preveč jahačev, preveč ljudi na tekmo in po tekmi enostavno nimaš časa obdelovati fotografij. To je recimo, ne vem, 100 jahačev na eno tekmo, če imamo manjše tekme, 100 jahačev na eno tekmo in 100% 4 do 5, 6 fotografij na jahača. Ne. In kasneje, če to vse skupaj zračunamo, je to ogromno fotografij in ob koncu dneva, ker štartamo zjutraj ob 7 in končamo včasih ob 8, včasih imamo nočno tekmo, da zaključiš ob 10, 12, delaš cel dan in enostavno nimaš časa sploh, da bi obdeloval fotografije, pač res v nulo obdeloval, ker enostavno je preveč. Na koncu si utrujen preveč. No, to pomeni, da si toliko večja umetnica, ne, če vse prima vista, no, kot rečemo, rešuješ. Bravo, Špela, ne, ponosni smo na tebe, ne, pravzaprav niti nismo razsežnosti tvojega poslanstva poznali prej, ne, tako da je prav, da si nam prišla malo razložiti. No, kakšno pa je pravzaprav delo, življenje, recimo sedaj si seveda v tem času spoznala Ameriko, ne, Florido torej, kakšno je tam življenje? No, malo nam opiši, nam, ki smo tako bolj na selu doma. Življenje na Floridi je po pravici povedano wow. Ljudje tam so preprosti, bolj športni, ker jaz v bistvu na Florido mi delamo v Wellingtonu in to je kot ena majhna konjeniška vas. Majhna konjeniška vas bogatih ljudi, bom rekla. In to je res, vidiš, da so ljudje predani temu športu, da so ljudje predani konjeništvu, da živijo v bistvu samo od tega. Ostalo pa naš delovnik na Floridi, oziroma moj delovnik nasploh, jaz imam vikend, ponedeljek, torek, še posebno na Floridi. Ostalo delamo od srede do nedelje, delaš skoraj po cel dan, včasih 10 ur, včasih 12 ur, včasih 8 ur, odvisno kako poteka tekmovanje. In moram priznati, da cel dan si v manežih, v parkurju. Na Floridi je do 34 stopinj, sence ni, ker pač vemo, da okoli sence ni v parkurjih. In priznam, včasih je delo res težko. Ampak, če nekaj ljubiš, če te nekaj veseli, je enostavno. Pa niti težko nič, ne? Pa niti težko. No, to mi nekateri entuziasti zelo dobro vemo. No, zanimivo je to, da si sestrična, ne, od našega Uroša Krstiča, verjetno je v krvi, ne, neka ta umetnost. Snemanje, ne, kamera, fotografiranje. Verjetno je res nekaj v krvi, ampak ne vem od kje, ker po moje smo mi dva prva, ko smo začela z vsem tem. Je pa res, da je pa v krvi to, da moj dedek po mamini strani so imeli konje doma, tako da ljubezen do konj pa je 100% v tej smeri v krvi, no. No, koliko mi je znano, je tudi tvoj oče bil, ne, takšen svetovljan. Verjetno je to po njem nekaj podedovano, ne, on je tudi veliko potoval po svetu. Res je, jaz vedno rečem, da sem kot moj oče, ker on je bil mornar. Njega ni bilo doma po pol leta, je pač potoval, delal na ladji, živel na ladji. Prišel je domov, bil je doma 4 mesece, in spet nazaj, spet na ladjo. Ampak te 4 mesece, ko je on bil doma, so bili wow. Sicer sem bila toliko mlajša, se vsega ne spomnim, ampak vem pa, da je bilo ogromno.
In jaz priznam, jaz sem ista. Jaz pridem domov, jaz vedno rečem, zdaj sem bila 4 mesece v Ameriki, sem prišla domov, sem bila doma 2 tedna, pa sem že sama sebi rekla, joj, Špela, mislim, da je čas, da nekam greš. Je bilo že malo preveč, no, ampak mi pa paše, da prijem domov, da imam malo dopusta. Tako da, zdaj sem doma cel maj, junija pa spet potujem v Saint-Tropez delati, tako da uživam. To pomeni, da ti dela tudi v bodoče ne bo zmanjkalo. Zaenkrat, hvala Bogu, ne. Lansko leto je bilo malo težje zaradi korone in vsega. Letos v štartu smo se malo prestrašili, ker je prišel neki konjski virus, ki je bil kar močen in so po Evropi bile veliko tekem odpovedanih. In smo bili malo v strahu, hvala Bogu smo imeli v Ameriki delo, ampak smo bili malo v strahu, kaj se bo zgodilo, ko prijemo domov. Ampak moram reči, da hvala Bogu imamo delo za naprej, tako da načeloma za celo leto skoraj do novembra, takrat pa verjetno spet v Ameriko nazaj, je vse tako mora biti. No, kakšen pa je zaslužek, ne? Je dober, recimo glede na naše razmere? Zaslužek je dosti boljši glede na naše razmere, ampak za to, koliko zaslužiš, je potrebno predvsem ogromno volje, ogromno dela in izgleda ful lahko delo, ampak ni lahko delo. Utrujen si, prideš domov, si utrujen res. Vem, da sem že ob 9 bila v postelji, ob 8 včasih spala kot ob v Ameriki. In ni tako enostavno za ta zaslužek, kar v bistvu je. No. Vemo pa vsi, da v tujini je vedno boljši zaslužek kot pri nas, na žalost v Sloveniji. No. Ja, posebno za naše razmere slovenske. Ja, kar se tiče takšnih fahov. Ne? Tako. Če pa primerjamo življenje v tujini z neko tako plačo ali tem, pa je spet drugače, ne? Ker so standardi različni. Zadnje si torej na Floridi bila kako dolgo? Zdaj sem bila na Floridi 3 mesece in pa bila sem 2 tedna v Mehiki, ampak to je bilo zaradi teh korona stvari. Se pravi, tudi v Mehiki, ne? Je tudi ena tekma v Mehiki, ampak je letos bila odpovedana oziroma je bila prestavljena na september, tako da. No, ta korona vam je verjetno kar ne vzela teh poslov. Lansko leto je kar bilo težko, ja. Bile so odpovedane čisto vse tekme, ko smo imeli glavne tekme od Longines tekmovanja, to je svetovno prvenstvo oziroma Global Championships od Longina, ker v konjeništvu je ogromno različnih teh od Nations Cupa do svetovnih iger, do ogromno različnih, kako bi temu rekli, panog in lansko leto nam je vzelo ogromno dela. Hvala Bogu je bilo, da nas je v Saint-Tropéju rešilo, da smo potem lahko vsaj par mesecev delali v Saint-Tropéju in pač tam uživali na toplem spet in na lepem. Dobro, ko delaš, povedala si, da je naporno, ne, da najbrž ni časa, da bi se človek smilil sam sebi, ne? Ne, ni. Ampak zanima nas, kaj v tistih prostih dneh delaš, ne? Ponedeljek, torek si rekla, da imaš običajno prosto, greš malo naokrog, spoznavaš tam, potem imaš kaj novih prijateljev. Ja, prijateljev sem spoznala ogromno. Tako v Ameriki, kot v Franciji, kot na Nizozemskem, kot vse posod, na kamkoli prideš, je vedno nekdo novi, ko ga spoznaš. Kar meni zelo ustreza, ker rada potujem in vem, da če bom šla naprej, potovala kam, vem, da imam ogromno prijateljev vse posod. Kaj počnem v prostih dnevih? Zdaj, odvisno, kje smo, no. Če v Ameriki recimo v prosti dnevi so bili ponavadi dnevi na plaži ali dnevi pač malo pogledati mesta po Ameriki oziroma po Floridi. V Saint-Tropéju pa je ponavadi skoraj vsak dan prosti dan, da gremo na plažo.
da uživaš na plaži, ker drugega skoraj da ni za početi. Kasneje pa v sredo se že začne spet tekmovanje, tako da v bistvu 2 dni fraj hitro mine. Naletiš kje na kakšne Slovence? Ne, to pa ne. Mislim, nisem na enega Slovenca sem naletela v Saint-Tropézu, ker je pač bil tam zaradi konjeništva, ampak tudi na Nizozemskem isto zaradi konjeništva, ampak tak, kaj se pa tiče publike in prijateljev in tega, pa še zaenkrat nažalost nisem naletela na nobenega Slovenca. Koliko jezikov pravzaprav govoriš? Koliko je potrebno? Angleščina je najbrž osnova, ne? Ja, sporazumevam se vse v angleščini, res je. Sicer delam s Francozi že skoraj 2 leti in vedno poslušam francosko, ampak vem par besed, razumem malo, ampak ne govorim francosko. Spet na Floridi ogromno govorijo špansko tudi, razumem špansko, ampak ne govorim, nimam tistega pogovornega še za španščino. Ostalo pa vsi malo govorimo hrvaško, vsi malo govorimo srbsko, pravijo tu okoli. Ampak največ pa se sporazumevam v angleščini. Nemško isto razumem, ampak če bi mogla kaj povedati, hitro zamešam z angleščino, ampak gre tudi, no, jih razumem. No, angleščina je tak, se zve, ne, da je vse posod, se da z njo sporazumeti. Ja, zanimivo je to tvoje življenje, Špela. Res Kako je. dolgo pa se lahko človek, recimo ženska, dobro, sedaj si mlada, ne? Zdaj sem 26, še mlada. ne? Tako. Zdaj sem še mlada. Kako dolgo gre eni ženski, enemu dekletu, recimo takšno življenje svetovljansko skozi? Čisto tako bom rekla, kako se človek odloči. Nikoli ne veš, kaj te v življenju čaka, kdo pride, kaj se ti v življenju spremeni. Ampak jaz sama vem, da če se bom kdaj odločila za družino, kar imam v planu, ja, vem, da tega ne bom mogla početi več. No. Ker ne moreš potovati in imeti otrok in za žensko še je posebej bolj težje neka taka zadeva. Ampak ljudje, ki pa se odločijo, da ne bodo imeli družine, pa lahko delajo take stvari celo življenje. Ne. Dokler imajo energijo, najbrž. Tako, isto sem rekla, tudi nikoli ne veš, tudi če bodo otroci odrasli, bo mogoče še mama kdaj potovala, pa šla naprej slikati. Ne vem, kaj mi bo življenje prineslo, ampak definitivno vem, da po moje to potovanje, ta služba ne bo doživljenjska. Tako je zdaj recimo celo leto, da me ni doma. No. Mogoče kaki vikend, kaki mesec, ja, ampak ne pa. No, vsekakor si še mlada, ne? Ja. Tako da še in še časa, tudi za družino še, ne? Tako. Tako da verjamem, da... No, kaj pa bi se recimo ti želela sedaj v tej smeri? Veliko si pravzaprav že dosegla, ne, na te naše razmere tukaj. Marsikdo ti ta posel celo lahko zavida, ne? Predvsem tisti, no, Marsikdo mi reče, ti zavidam, da si tam pa tam, jaz pa samo rečem, ja, se mi lahko zavidate, priznam. Ne bom skrivala tega, ker vem, da uživam trenutno življenje. Ja. Kakšen fotoaparat pa uporabljaš, ne? To bi nas zanimalo, predvsem tiste, no, ki se še bolj razumejo na te stvari. Trenutno sem še vedno na Canonu, 1D Mark II. In pa potem k temu tudi različni objektivi, teleobjektivi, ker vemo, da konjeništvu ne moremo fotografirati od blizu, oziroma ne moremo stati blizu, tako da potrebujemo zoom objektive. Ja. Širokokotne objektive pa uporabljamo predvsem za podelitve in pa kakšne umetniške fotografije, če želimo narediti. No. No, si se ti vsega tega naučila torej v šoli v Sežani ali veliko najbrž tudi izkušnje prinesejo, ne? In tudi od kolegov verjetno, ne? Tako, veliko sem se naučila glede fotografije in vsega v šoli. Veliko se naučiš sam z izkušnjami, kar pač poskušaš stvari, delaš stvari. Ampak priznam, da ko sem pa začela delati za svojega novega šefa, je pa bil kot en čisto nov začetek.
ker je bil malenkost drugi način, spoznaš, kaj dejansko ljudje iščejo, kaj dejansko ljudje hočejo, ker vemo, da pri konjeništvu, pri skoku moramo ujeti popolni trenutek konja, v katerem je pač konj najlepše zgleda, najlepše je njegova oblika, vse. In vem, da sem se ogromno, kot da bi začela na novo v bistvu fotografirati konje, ko sem prišla delati prvič z svojim zdajšnjim šefom oziroma s to agencijo Sportfot. No, recimo, kakšne so bile njegove tiste začetne opazke in pripombe na tvoje izdelke? Ja, ni bilo v redu na začetku. Moj šef je pač specifičen, kako bi temu rekla, poseben, ampak sem se kar hitro ujela notri. Pač vem, da prva kartica, ko sem jo prinesla nazaj, je bilo oj, kaj pa je to, ne? Ampak potem pač po pogovoru, po analizi, fotografiji, je pač kar popraviti, kar narediti na novo, kar ni okej, kar ne delati. Vem, da pol naslednja kartica je pa bila dosti boljša, ker pač, ko se postaviš, paziš na to in je to, ne. No, saj verjetno usmeritve veliko pomenijo, ne, posebno pri človeku, torej, ki pride z šole, ne, in torej, fino, super. Človeku, ki pač nima nekih zelo izkušenj in pa vemo, da vsak človek je drugačen, ne. Tako da, ampak sem ogromno odnesla od njega, ogromno se naučila v vseh teh trenutnih tekmovanjih, ki sem bila in mi res veliko pomeni, no. Kaj pa sicer slikaš oziroma fotografiraš tukaj doma, poroko kakšno tudi, če je čas? Poroke tudi naredim, ampak poroke so za mene neka specifična zadeva in včasih se odločim, sem delala poroke prijateljem pa to, ampak za mene je poroka res specifično, mora biti nekaj posebnega in jaz nimam neke kilometrine v porokah in tem, ampak vseeno počnem te stvari, ker nekje tu moraš kilometrino v tem nabrati, no. Tako da, če me kdo prosi, če me kdo pokliče, povem in pač rečem, bom, če imam fraj, termin, če sem doma, z veseljem grem tudi to pofotografirati. No, predstavljam si torej, da tvoj šef, ne, v tej vaši agenciji zahteva določeno kvaliteto teh fotografij, verjetno ima neki svoj slog, ne, katerega zahteva tudi od vas. Kakšni pa so sicer trendi v fotografiji danes, ne, mislim, različni trendi so, ne, sedaj včasih so tudi malo bolj, kako se to reče? Različno je, ne. Pri nas v konjeništvu je v bistvu trend en in edini vedno, ampak ko pač delamo stvari, poskušamo čim bolj predstaviti, kje smo, ker so tudi, vemo, da so ovire včasih lepe, da imaš kje napise, ne vem, Meksiko ali Pariz pod Eiffelovim stolpom je tekma, probaš vključiti notri Eiffelov stolp, pač take zadeve. Drugače pa nasploh trendi fotografij, pa vedno več mladih se odloča za neke posebne, ni tistih standardnih. Ostaja standard, ampak fotografi poskušajo narediti nekaj posebnega. Fotograf si poskuša narediti svojo ni znamka, ampak svoj slog fotografije. In kaj naj rečem, vsak ima svoj slog, zdaj pa pač kako je katerim ljudem všeč, no. Te izberejo ali te ne izberejo, nikoli ne smeš biti užaljen, če te kdo ne izbere, da. No, si sedaj vmes dobila kakšno morda takšno zanimivo ponudbo, ki bi te potegnila morda tudi v svet mode, ne, bi slikala kakšne, fotografirala torej kakšne? Ja, ponudbe vedno kapljajo, no. Tako da jaz poskušam vedno sprejeti nove izzive, nove ponudbe, če le imam čas. Tako da v bistvu sprejmem
vedno neki izziv, vedno nov izziv, tudi če me pokličejo za fotografiranje hrane, fotografiranje, ne vem, izdelkov, fotografiranje vina ali česarkoli, vedno sprejmem zadevo in pač se poskušam na to pripraviti in narediti svoj najboljši izdelek. Tako da nisem zdaj opredeljena točno v določeno fotografiranje, ampak vedno rečem, da konjeništvo še vedno ostaja in pa najraje imam športno fotografijo. No. Delam pa tudi ostalo. Recimo, obožujem tudi fotografiranje ljudi. Zato, ker se mi zdi specifično zelo, da če ljudje ne vejo, da jih fotografiraš, pokažejo svojo pravo energijo. In meni je to zelo fascinantno. Narediti res sliko osebe, portret, ko so v svoji energiji, svoji res pravi podobi, no, ko ni slika nastavljena, po domače povedano. Tako da vse. No, v glavnem trenutno so še torej v načrtu s konji, ne? Res je. Fotografiranje Zaenkrat konj in torej teh tekem. Odpravljaš se sedaj, praviš, v Francijo, ne? To bo naslednja tvoja pot, verjetno tudi fotografiranje. Fotografiranje konjeniške tekme spet. Kaj pa sicer recimo načrti, recimo želje, ne? To je zanimivo. Ja, moje želje načrti želje v prihodnje. Moja ena specifična želja je in načrt, da posnamem en dokumentarec, kar v bodoče mislim uresničiti, ampak pač ne naslednje leto, to vem. Drugače pa želje, kar se pa tiče konjeništva, pa definitivno, da pridem še na višje tekme oziroma na res ogromne tekme, da vidim še več, ker tekem je ogromno, in pa da mogoče pa zaštartam čist svojo kariero v konjeništvu. No. To je ena izmed Kot fotograf? Kot fotograf, ja. Ja. No, kar se tiče dokumentarca, ki ga omenjaš. Zdaj o tem ne bi preveč govorila, ker gre za... Da ti kdo ne ukrade ideje? Tudi to. Ne, take ideje mi nihče ne more ukrasti, ampak v bistvu gre za osebno zadevo, ki jo poskušam oziroma jo imam namen dati v sliko oziroma v video. Da predstavim ljudem oziroma pokažem ljudem to, ja, v glavnem. Svoje življenje? Ne, svoje delo, svojo družino? Ja, tako. Dobro, saj veš, tukaj pri nas smo radovedni. Tako da, ja, Špela, veseli nas je, ne, da si vzela čas, da si nam malo povedala, še imaš morda kakšno takšno zanimivo anekdoto, ki bi nas malo razvedrila? Si kdaj zamudila na avion? Ne, to pa hvala Bogu nisem. So ti kdaj tik pred zdajci odpovedali let, sedaj v korona času? Tudi to ne, odpoved leta nisem imela, bile so zamude. Ja, takrat že študiraš, ker vedno moraš planirati naprej. Ko prideš, včasih, ko imaš povezan let, je včasih malo, bom prišla pravi čas ali ne bom. Ostalo pa neke anekdote. Vedno vem, da je prvič je bilo tako, sama greš v svet. Prvič, ko sem šla v Ameriko sama, greš na drugo stran celine in se moraš znajti tam, dobesedno se moraš znajti. In vse se pripraviš naprej doma, kako pa kaj, pogledaš stvari, zdaj že internet se vse dogaja. Ampak, ko pa prideš tja, pa si postavljen na veliko letališče, ne samo v Ameriki, tudi vse posod prvič, ko sem bila, si postavljen ta pa, kaj pa zdaj? Zdaj pa moram priti od te točke do te točke. Ampak vedno si rečem, vedno se bo išlo tako, se mora izist. Tako da nikoli nobene panike, nikoli ničesa. In vedno na koncu je tako, mora biti. No. Kje si torej pristala prvič, ko si poletela v Ameriko? Prvič sem pristala v Charlotte, North Carolini, Severni Karolini. To je bilo prvič za svetovne konjeniške igre. Takrat sem bila tam 14 dni.
To pomeni, z letališča do te lokacije, ker se je tekma odvijala, si morala priti v lastni režiji sama. Tako, sicer smo takrat imeli rentan avto, tako da ni bilo takega problema, ampak v Miamiju je pa vedno, da pač vzameš neko varianto taksi, Uber in se pač odpelješ do ciljne točke. Kaj pa potem nastavitev, to je že vse te čaka? Tako, to imamo vse. Agencija torej to tudi Tako, verjetno financira, ne? Tako, vse. Zanimivo, ne? Res je, ne, bi ti kar zavidali eni, ne? Predvsem tisti, ki so malo avanturisti po Tako, duši ja. in mlajši ljudje. Špela, veliko uspeha ti želimo, prinesla si Najlepša tudi hvala. nekaj torej, fotografij, ki jih bo Uroš torej, pokazal našim gledalcem. Zanimivo te je bilo poslušati, ne, ampak veš, čas nas preganja, tako da upam, da ko se bo zgodilo nekaj, ne, izrednega Tako. v tvoji karieri, boš nam prišla tudi povedati. Vsekakor pa ti želimo veliko uspeha in odlične, fenomenalne, maksimalno dobre fotografije. Najlepša hvala, pa najlepša hvala za povabilo. Hvala. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Špela Steinko, mlada fotografinja, svetovljanka, je bila z nami. Zanimivo jo je bilo poslušati in verjamem, da je tudi vas malo prijelo, ne? Malo adrenalina, bi popotovali in morda živeli Špelino življenje. Kakorkoli, vse dobro vam želimo in srečno do prihodnjega ponedeljka, ko vas čakamo z novim gostom. Srečno!